Dobrodošli na učnem poligonu za samooskrbo Dole. Tole območje je veliko samo 1,5 hektarja, pa vseeno omogoča, da lahko pridelamo veliko hrane, začimb in drugih dobrot, ki jih potrebujemo. Tukaj na tem zemljevidu lahko vidimo glavne ureditve, tako da na vzhodni legi so orehi, kostanji, lešniki. Sedaj so nasajena še dodatna drevesa, pavlonije. Tukaj v osrednjem delu lahko vidimo grede. Gre za gomilaste grede, za visoke grede, za dvignjene grede. In potem v nadaljevanju je rastlinjak, ureditev za divje živali, medtem ko pa ta zahodni del ima pa različne tipe pridelovalnih sistemov, od uporabe permakulture, biodinamike, agroekologije. In tukaj imamo tudi jurto ali mongolsko hišo, ki omogoča tudi bivanje. Pa si malenkost poglejmo, kako izgleda to iz zraka. Torej, zračni posnetek kaže omejitev tega območja. Gre za gričevnato površje, zelo malo je ravnega, samo tale spodnji del, tako da nikakor ne bi mogli uporabljati klasičnih metod pridelave, ampak pridejo v uporabo take alternativne metode, ki so danes iz ekosistemskega vidika tudi vse bolj pomembne. Kaj smo letos, v letu 2000, uspeli narediti je laboratorij za raziskavo zemlje in vode, potem kozolček, kjer imamo prostor za predavanja, pa za izmenjavo izkušenj. Od zgoraj bomo videli sušilnico za začimbe. Kot rečeno, pavlonije smo letos posadili na vzhodni legi, pa nasad bambusa, urejena letna kuhinja in velik poudarek dajemo še dodatni biodinamiki. Iz ekosistemskega vidika pa se lotevamo obnove mlak. Mlake so zelo pomembne za žabe, za dvoživke in te nam zelo koristno pomagajo pri uravnavanju populacije raznih žuželk in drugih zajedavcev. Potem zelene sisteme, vse posod boste lahko videli veliko zelenih sistemov, od miskantusa do belega gabra, ki omogočajo življenje različnim organizmom tukaj, istočasno so pa kot varovalni sistemi pred erozijo. Velik poudarek dajemo tudi divjim čebelam. Divje čebele so na oni strani in z nami dejansko omogočajo tudi neko tako možnost opraševanja rastlin in podporo biodiverziteti. Celotna samooskrba temelji na ekosistemskem pristopu, torej na tem, da vse tako kot dela narava, delamo tudi mi. Glede na to, da je jesen, si bomo pogledali, kaj delamo zdaj. Ravno smo v fazi priprave komposta. Kompost je za nas nujna sestavina, kajti ne uporabljamo hlevskega gnoja, ampak samo naravno. Na gomilah, gredah se vidijo tudi sedanje poljščine, torej lahko vidite solato, lahko vidite tudi pšenico, ki jo dodatno gojimo za pšenično mleko, in seveda drobnjak, žajbelj, česen, zelje. Rabarbaro smo že porezali in te gomile nam zelo omogočajo, da lahko gojimo celo leto. Če pogledamo, kakšna je zemlja v teh gomilah, torej odgrnimo jo, pa poglejmo, se vidi, da je zemlja v vsakem letnem času rahla, precej organskih snovi in sledi mivke. Mivko uporabljamo zato, da to zemljo, ki je po naravni zasnovi glinasta, rahljamo. Ko pa uporabimo mivko, ta zemlja več ni trda, ampak omogoča dosti enostavno pridelavo. In kako bomo dokončali kompostni kup? Najprej bomo dali rjavo, torej veje, potem ostanki debel, torej rjavo. Potem bomo nadaljevali z zelenim, to so ostanki iz gred. In potem bomo dodali zemljo in pa listje. In potem bomo zopet ponovili rjavo, zeleno,
zemlja, listje. In še enkrat rjavo, zeleno, zemlja, listje. V roku pol leta se potem taki kompostni kupi preparirajo in potem nas čaka v spomladanskih mesecih plodna zemlja, v bistvu je to že precej predelan kompost, ki ga lahko neposredno uporabimo na gredah. Tukaj pred nami je še greda, ki je nastala kot terasa. V preteklosti tukaj ni bilo grede, letos pomladi smo jo naredili, tako da smo hrib, ki je tam zadaj še viden, samo poravnali, zemljo pritegnili k nam in dodali kompost. Tako da, če imamo hribovita območja, je najlažje, da to območje presekamo, zemljo poravnamo, dodamo kompost in potem lahko sejemo, sadimo, odvisno od naših potreb. Tukaj vidimo še eno zasnovo kompostnega kupa. Zdaj je idealni čas za pripravo komposta, veliko organskih snovi se je nabralo. Tukaj vmes imamo dom za žuželke in za koristne organizme in tukaj lahko vidimo še en kup, eden je že v dokončanju, eden še nastaja, tako da je zelo velik poudarek na kompostiranju. Zdaj zakaj? Grede, ki jih tukaj vidite, tole so visoke grede, vse temeljijo samo na uporabi komposta. Zdaj visoke grede so vedno narejene tako, da imamo veje, potem volna ali tekstil in pa zemlja. In zemlja, ki jo imamo tukaj na vrhu, je zaradi komposta in uporabe mivke vedno rahla, vidimo ostanke organskih snovi, se ne zbije. Tole so pa ostanki miskantusa in ta miskantus tudi tekom leta omogoča, da zadržuje vlago. Zdaj seveda je zastirka minimalna, ker ni vročine, tekom poletnih mesecev pa zelo dodamo zastirko. Te visoke rastline so tobak. Tobak sedaj dela že semena, pobiramo listje od spodaj navzgor in ga uporabljamo za pripravo posebnih pripravkov, ki zelo pomagajo pri preprečevanju gosenic, raznih grind. V resnici je ta namok od tobaka najboljše zdravilo za zdrave rastline. Tukaj v nadaljevanju je solarna postaja z učnim kotom za analizo zemlje in pa za analizo kamnin. Tukaj pa imamo ta laboratorij. Imamo skladišče zemlje že pripravljene za kompostiranje in pa kamnine, ki so kot učni element za osnovno analizo, da vemo, kakšna je podlaga, ko se lotevamo analiz zemlje. Vso vodo, ki jo potrebujemo, shranjujemo. Tukaj je preko sistema zbiranja deževnice, ker je v preteklosti kar nekaj deževalo, pa potreb po zalivanju ni, nas voda čaka. Vkolikor vode ne bomo porabili, jo bomo potem dali v kompost. Tukaj je tako kozolček, kot omenjeno, z letno kuhinjo, z možnostjo za seminarje, zunanje delavnice, tako da tudi če je slabo vreme, lahko izvajamo aktivnosti tukaj. Pred nami je pa že greda pogača. Ime ima po tem, da jo naredimo tako, da plasti samo nalagamo. Tako da tukaj že lahko vidimo vreče listja, ki smo jih pripeljali iz naše parcele. Tako da listje bomo uporabili kot sestavni del pri zelenjavi. Ko bomo pobrali poljščine, bomo samo dodali listje in spomladi nas bo že čakala zemlja. Tole je greda pogača. Kombiniramo različne poljščine, samo nalagamo organske snovi, nikoli ne prekapamo zemlje, kljub temu, da spodaj težka glinasta zemlja. Vsako leto rodijo vse poljščine, zdaj seveda smo v fazi dokončanja sezone. Prehajamo do rastlinjaka. Rastlinjak je iz lesa in omogoča pridelavo daleč v zimo, glede na to, da
je termično zelo dobro odporen na mraz. Tudi v zimskih mesecih, če je -10, lahko uspešno gojimo sadike. Zelo dolgo traja, da zamrzne, kajti les je odlični izolator. Tukaj se zdaj vidijo še paradižniki v dozorevanju, vidijo se še naravni aspirin, torej brestovolistni oslad, potem so še nekaj ostankov sladkega pelina in pa trajne rože, ki jih imamo kot ekosistemsko obogatitev. In zdaj se bomo premaknili še do zemljanke. Tukaj na poti do zemljanke vidimo še eno pobočje, kjer smo gojili sladki pelin in tobak. In omogoča tudi taka divja zemlja rast, tudi deluje samo po sistemu nalaganja organske snovi. Na poligonu je tudi lastni vodni vir. Ga uporabljamo za pranje posod in za različne ureditve. Voda je iz vodnega zajetja na zgornjem delu. Imamo tudi kompostni WC, ki ga uporabljamo za vsakdnevne potrebe, tako da ga ni potrebno čistiti, kajti vse, kar pade not, se po cevi, ki je vgrajena, premika naprej in gre do dognojevanja miskantusa. Miskantus sem že omenila, miskantus je tale rastlina in je zelo primerna za zastirke, je tudi kot energetska rastlina in omogoča brez ogljikovega dioksida izgorevanje. Pa še vstopimo v zemljanko. Zemljanka je 3 metre globoko pod zemljo in ima stalno temperaturo okoli 15 stopinj. Tale prvi del je namenjen druženju, ker je kot izobraževalne dejavnosti, promocija in podobno, medtem ko pa ta osrednji del ima predelane poljščine. Zelo gledamo na to, da izdelujemo take predelke, ki so inovativni, kot so recimo vitalni napitek, ki je sestavljen iz sladkega pelina, iz pelina abraščice in pa iz čilija. In vse te sestavine čuvajo telo, tudi pred virusi. Potem so razni sadni namazi, kjer ne uporabljamo belega sladkorja, vloženo sadje, pa že omenjen sladki pelin, hidrolat sladkega pelina. Letos je bila poljščina ta zelo v izobilju, tako da tukaj še ni vseh embalaž. To vse ostalo so pa predelane od paprik, čilijev, kumar. Potem pripravljamo tudi žajbljev med, ki je zelo gost prevretek žajblja za grlo, in vloženo sadje, ki ga uporabljamo za zajtrke, za razne sladice, in pa sokovi, ki so večinoma zeliščni, nekaj tudi iz sadja in so kot podpora pri vzdrževanju zdravja zaradi mnogih teh eteričnih učinkovin, ki jih vsebujejo. Zaključujemo prvi del in se bomo pomaknili še do jurte. Smo na območju zeliščnih gred, spiralna greda in pa 2 navadni zeliščni gredi ter greda na ključ z meto, meliso, žajbljem in pa z drugimi zelišči. Vzadaj se poligon nadaljuje v sadno-zelenjavni vrt, kombinacija visokih gred in sadnega drevja, in se poligon čisto na koncu zaključi z brezovim gozdičkom, kjer je tudi izvir pitne vode. Pa stopimo še v jurto. Jurta ali mongolska hiša. Že po izgledu vidimo, da je drugačna. Od zunaj ima posebno tkanino, ki ne prepušča vode. Od znotraj pa je v celoti zgrajena iz naravnih materialov, in sicer volna, macesen les, na tleh tudi les, in vse to, kar bi imenovali kot zid stene, je prav tako iz filcane volne. Tale jurta je v velikosti 48 kvadratnih metrov. Sama imam namenjeno za
izobraževanje, za izmenjavo mnenj. Možno je tu tudi prespati, možno je tu tudi kuhati in ta osrednji del dejansko služi kot manjše stanovanje. Jurta je povezana še z delom, ki bi ga lahko imenovali kot rastlinjak, ker je letna greda namenjena letni pridelavi. Tukaj lahko sejemo čez celo leto in pobiramo poljščine vseh 12 mesecev, kajti je zelo toplo. Medtem ko tukaj je urejena priročna kuhinja in omogoča tudi enostavno pripravo hrane. Tukaj v nadaljevanju je potem umivalnica in tukaj je še kompostni WC. Oba delujeta na osnovi čiščenja vode s peščenim filtrom, tako da se odpadna voda filtrira. No in tukaj še za čisto na konec mlin na mehanski pogon, kjer lahko, tako kot so nekoč, zmeljemo žita, se pravi, ustavimo palico, dodamo tukaj žita in meljemo. In tukaj potem to, kar smo zmleli, pade ven. Tako da dobrodošli tukaj na način, da boste lahko v živo spoznali, kako ste lahko polno samooskrbni, istočasno pridobivate nova znanja, uživate se, rekreirate in seveda ostanete zdravi. Hvala.